Hvala za besedo. Govorimo o sektorju, ki je doživel regulacijo v letu 2006 in v tistem času je kar nekaj evropskih držav, tudi Slovenija med njimi, prekinila s proizvodnjo sladkorja in pa normalno z gojenjem sladkorne pese. Napovedi, grožnje, ki so bile takrat vsled visoke proizvodnje, nizkih cen, so se kasneje pokazale kot odgovor čez nekaj let v visokih cenah in v povsem obratnem stanju, kot se je na nek način tudi napovedovalo ob uvedbi teh kvot. Zato je ponovno vprašanje pri poljedelcih, ki pogrešajo to kulturo na svojih poljih, ali je prišel čas, ko se po ukinitvi kvot je vredno razmišljati o ponovni proizvodnji. Glede na napovedi v sladkornem sektorju je kar precejšnja bojazen, da bo ta ukinitev reform imela za posledico padec cen. Pojavljajo se pa različni razmisleki, pogledi tudi okoli pridelave sladkorne pese za proizvodnjo bioetanola. Tudi neke nove tehnološke metode se najavljajo predvsem na Nizozemskem. Zato moje vprašanje, kako vi vidite v kontekstu ukinitve kvot v sladkorni pesi možnost, da se sladkorna pesa kot industrijska industrija uporabi tudi v druge namene in na nek način tudi zaokroži ta ciklus krožne ekonomije, okoli katerega je toliko govora v zadnjem času v Evropski uniji.